En lep pozdrav. Danes bomo z Mojco Cepuš, nutricionistko, govorili o eni taki temi, ki je meni trudno zelo zanimiva. Meni pa tudi še. Števa tudi še. Ti si pred kratkim postala mamica. Tako. Jaz bom kmalu postala in sicer bomo govorili o prehrani med, po nosečnosti oziroma tudi pred nosečnostjo. Teda taka nosečniška prehrana je danes na najnem jedilniku. Tako. Okay. Pa dajmo kar začeti, no. Kaj je treba uživati, če se osredotočimo, preden ženske želijo zanositi, ali kakšna taka stvar, ki je pomembno, da jo uživamo, preden se odločimo za otroka? Ja, tukaj je folna kislina. Okay. To je mogoče najbolj pomembno, da začneš, se pravi, ko začneš razmišljati o otročku, da rečeš, fajn bi začela jemati folno kislino, oziroma folate, začneš to jemati in potem pač, ko se zgodi, se zgodi. Okay. Tako. Kaj pa potem, ko enkrat zanosiš, pa če se malo osredotočimo na vsako 3 mesece posebej, kaj vsako 3 mesece posebej, kaj potrebno dodati k prehrani, pa če so kakšne take specifike, ki so pomembne za nosečnico v določenem obdobju. Ja, ko sem bila jaz noseča, meni je bilo grozljivo slabo, jaz sem mislila, da bom umrla, res grozljivo, grozno obdobje in sem si obljubila, drage bodoče mamice, da ne bom nikoli pametna s prehrano med nosečnostjo. Okay. Jaz bom povedala strokovne stvari, kaj se priporoča. Pa povedala, kako smo še mi dve, ne? Ja. Ne vem, če upam, če pa se že kar vidi, kaj sem delala med nosečnostjo. Se pravi, mogoče najbolj pomembno, kot da razmišljamo o vitamini, minerali in tako naprej, je, da jemo raznoliko hrano. Okay. Kalorije so pomembne in pa beljakovine so pomembne. Okay. Tako, se pravi, ko zanosiš, potrebuješ malo več beljakovin, en jajček več recimo na dan. Tako. V drugem 3-mesečju potrebuješ recimo več jajček, palonček skute, v tretjem pa potrebuješ en šnicl več, en zrezek več. Se pravi, približno 30 gramov beljakovin bo tvoje telo potrebovalo več v tretjem 3-mesečju. To je pomembno, ker če ne bo tvoje telo pač je malo beljakovin iz tvojih zalog, ki pa so v mišicah, to pa nočeš preveč zgubljati. To in pa kalorije, ampak na to se lepo prosim ne preveč zanašati. Res, da potrebujemo več kalorij, tudi po 500 kalorij več na dan v tretjem 3-mesečju, ampak ljudje nimamo občutka, kaj pomeni kalorija. Nimaš občutka, si rečeš, se lahko eno čokolado pojem. Ja, pa pol eno žlico tam več, pa pol nekaj spustiš, kot je slabo. Spravi, tukaj mogoče je bolj smiselno razmišljati, da bom jedla zdravo, ne pa zdaj lahko jem več, če gre. Če gre, ja. Tako. Se pravi, prvo 3 mesece, ker kritično bo večini se stabilizira, ne pa vsem. Ne pa vsem, ja. Zdaj, ko se gleda glih o beljakovinah, daj nam povej, mogoče kjeri so tisti vredoviri beljakovin, da bodo nosečnice vedele. Še vedno velja meso. Okay. Meso, jajca, fajn, če so dobro pečeno, tudi meso, da je dobro pečeno, ribe absolutno, tukaj dobimo še omega-3 maščobne kisline, potem lahko tofu, se pravi soja, obvezno stročnice zaradi prebave, to je super, oreščki, tako da to so glavni viri beljakovin. Okay. Kaj pa naj nosečnica pazi, da se zdaj ne bo preveč zredila oziroma ne zbolela za kako nosečniško sladkorno boleznijo, ki je zelo pogosta? Ja, zdaj sladkorna bolezen nastane zato, ker trebušna slinavka izloča premalo inzulina in pol sladkor zastaja v krvi in pač prehaja in pride do ploda. In to pač ni dobro, ker plod potem lahko zraste, lahko pride do kakšnih okvar organov in tako. Ampak to je precej redko in tudi testi se delajo, in če slučajni zdravniki ugotovijo, da imaš povišen sladkor, greš hitro na dieto. Torej greš potem na klasično sladkorno dieto, če je pa zelo hudo, pa celo na inzulin. Torej v bistvu ni odvisna, ne dobiš sladkorne bolezni med nosečnostjo zaradi prehranjevanja? Ne, ampak to je hormonska motnja. Inzulin je hormon, tako trebušna slinavka pač ne zmore tega, kar tvoje telo takrat potrebuje. In tudi izzveni sladkorna bolezen, ko enkrat rodiš, ker pač ni več tega bremena v telesu. Res pa je, da ženske, ki smo imele nosečniško sladkorno bolezen. Ali si imela? Jaz sem imela, tako. Poleg vseh stvari sem to dobila. Tako. Da imamo potem večjo možnost za sladkorno v nadaljevanju, v pač nadaljnem življenju, vendar nisem prepričana, po moje verjetno zaradi življenjskega sloga, kar meni osebno pri meni, hvala Bogu, ne skrbi, ker moj življenjski slog je sicer bil v redu, med nosečnostjo je bilo pa res poseben. Tako da treba je ves čas nosečnosti gledati na zdrav življenjski slog, to je pomembno. Torej, da ješ raznoliko, da ješ zelenjavo, da ješ sadje, da ješ ogljikove hidrate, da ješ dobre maščobe, da ješ beljakovine, da ješ pa čim bolj raznoliko, sezonsko, pač kolikor zmoreš, kolikor ti paše. Kolikor ti paše. Torej, kaj pa v primeru pač sladkorne bolezni, kaj ste pomembno držati, naprimer, če imaš nosečniško sladkorno bolezen, na kaj si ti pol pazila, naprimer? To je ful pomembno. Se pravi, če imaš sladkorno bolezen, nosečniško ali ne, so ogljikovi hidrati tisti, ki povzročajo težave. Torej, kruh,
je problem. V diabetološki ambulanti bo sicer rekli, moraš jesti kruh, moraš jesti žita in tako naprej, seveda, ker tukaj so še vitamini in minerali, ki jih plod potrebuje, pa ti. Ampak to bo sladkor dvignilo. Tako da je treba biti zelo precizen pri količinah. Rajši pojesti recimo malo ogljikovih hidratov, več beljakovin, več skute, več zelenjave, s sadjem poskušati, ker to je malo drugačen sladkor, tako fruktoza drugače vpliva, ne vpliva toliko na inzulin. Spravi, treba jesti raznoliko, ampak treba se izogibati ogljikovim hidratom. Brez tega ne gre. Okay. Kaj pa to, ko se posod govori, med nosečnostjo treba jesti za 2? A to drži? Drži. Ok, nekje sem se, da ne bi res to. Čeprav jaz sem po moje za 3 jedla. Tako ti je pasalo, takrat. Samo da gre skozi to, ne? Veste, kaj vam bom povedala? Zadnjič sem ob 5 zjutraj stala pred svojim fitnessom, pa sem si mislila, a je bilo treba vse te bajedere pojesti, a je bilo treba. Pa je bil odgovor še vedno ja. Ker sem tudi, ko sem jih jedla, vedela, da to ni dobro, pa si nisem mogla pomagati. Tako da, tako se zgodi, ne? Pa, mislim, v osnovi, v praksi je pa počasi stopnjuješ vedno več, dodajaš kalorije, tako se reka po 3 mesečih, a ne? Tako, ampak saj tudi to naravno pride. Recimo, ti imaš tudi, vsaka normalno prehranjena ženska ima dovolj zaloge, da tudi če se ne bi zredila, ne bi bilo nič kaj narobe. Ampak kaj je bolj, kaj je problematično? Da če ti ne bi dovolj jedla, ne boš dobila dovolj mikrohranil. In včasih smo rekli, en zob za vsako nosečnost. Ne? In če ne boš dobila dovolj kalcija, dovolj železa, boš slabokrvna, boš imela, ti slabše zobe na koncu, se boš po porodu povoženo počutila. In je pomembno, da ješ in pač hranila pridejo v zdravem paketu s kalorijami. In pa seveda, ko dojiš, je fajn, da imaš maščobo, zato da, ker to porabi zelo veliko energije dojanje, ampak tudi se ne gre zanašati, lahko da ne boš mogla dojiti, lahko da ne boš toliko skurila, lahko da boš fulačna takrat. Tu smo si različne, ne? Tako. In gre tudi za to, da ta sistem, naš, kako se obnaša naše telo v nosečnosti, to je pač milijon let star sistem, ki pač smo ga razvili, da bomo preživeli nekje tam pod eno palmo. Zdaj imamo pa hrano na razpolago in je tudi, ni glavna problematika, da imamo premalo hranil in pa premalo kalorij. Tudi vseeno, če se le da, treba malce paziti, kaj pojemo. Kaj pa naj jedo nosečnice, ki jim je slabo, naprimer jaz imam tudi probleme z zgago, kaj priporočaš, kje so tiste stvari, s katerimi si lahko sami pomagamo, kakor pač gre? Mogoče je pomembno, da ne ostaneš brez hrane. Recimo, nasvet, ki mi je dala prijateljica in drži, mislim, meni je pomagal, še vedno mi je bilo non-stop slabo, ampak mogoče je bila bolj obvladljiva slabosti, da sem stalno nekaj imela v ustih, tako grickala. Zdaj recimo bobi palčka mi niso pasale, Coca-Cola so tudi rekli, to mi je bilo tudi slabše, grozno, meni tudi. Da stalno nekaj glodaš, recimo meni je najbolj pasala bela žemeljica, ampak to res malo. Edino, kar mi je bilo pa res neprijetno, ker nikoli nisem bila sita, skozi sem bila malo lačna, če sem preveč pojedla, mi je bilo slabo, če sem premalo, in to se navajati, to mi je bilo kar huda muka, pa nikoli ne poješ iz užitka, sami iz neke potrebe, da ti ne bo slabo, da v bruhanju ne govorimo. Kaj pa so tista živila, ne vem, ko nam bi pomagala, ne vem, jaz sem pač meni je bilo pač tudi ful slabo, zdaj smo že veliko boljše, ne? Ampak jaz sem morala ful časa, da sem dobila, kaj je sploh tisto. Tako pač ješ, kar ti paše, pač tisto, kar sem dan cela 14 dni nisem mogla komiti, tako po vsaki hrani slabo, ampak kar sem pa po enih 2 mesecih, da sem se vsaj malo nagruntala, je to, da mi ful paše lahka hrana, pa tako si ti rekla, ful večkrat pomala, ne? Da se, pač ker meni je bilo pa glih tisto, ko sem jedla, mi ni bilo slabo in potem sem skozi pač nekaj jedla, ampak potem si pa preveč ne napotilo, pa spet slabo. Pač tisto neko. Ampak ko sem videla, skozi pomalem, pa res sem ful, maščob sem ful ker mi sploh niso pasale, ker so mi ful slabo naredile, naprimer. In potem sem ful veliko sadja, zelenjaja, hidratov sem sicer kar veliko pojedla, ko so mi pasali. Ampak to je v bistvu problem. Potem ni tako probala tudi te ingverjeve napitke, pač vse, kar naj bi pomagali, pune zapestnice, pa te slabosti, nič mi ni pomagalo. Nič, res, pač vse sem probala, to je res tako hormonska slabost, ko ni hrane, da bi ti zdaj to nekaj olajšala. Mogoče kakšne juhice, ko so lahko prebavljive, kak bel riž, riževi rezanci, kaj takšnega, mogoče, če recimo ženska zelo hujša v prvih mesecih, nič hudega, ampak mogoče kako maslo noter, se pravi, da dobi saj malo kalorij, olivno olje, če paše, kaj takšnega. Ne pa recimo zdaj kakšne hude sklede solate, pa to ponavadi ne paše. Kaj pa za zgago? Riž je tukaj, polenta, proso, potem kompoti. To recimo je zelo vredo, nič surovega sadja, ne surove zelenjave. Mogoče kakšna lubenica bi vseeno pasala, banana vseeno surova, borovnice surove, da je to pač, to so malo izjeme. Ti je pasala, ne? Ful mi je pasala, sem tako malo pomerila to zgago. Kateri hrani pa se morajo nosečnici izogibati, kjer je neka nevarna hrana v času nosečnosti? Se pravi, nevarna hrana je tista, ki lahko rečemo strup, torej tobak,
Okay. preveč kave. Kofein. Kofein je tisti. Vse, kar bi lahko bilo na nek način strupeno, recimo školjke so takšne, ne? Alkohol, absolutno. Ne? Vendar je spet tako, se pravi, naše telo nikoli, pa tudi telo otročka ne odreagira na eno stvar, ki smo jo naredili. Se pravi, včasih mogoče tudi kakšen prekršek dovoljen, če se potem mamica res veliko bolj počuti. Ne promoviram alkohola v nosečnosti, da ne bo narobe razumeli. Ampak recimo, jaz sem si noro želela tatarca, meni se je kar mešalo od strovega mesa, kak je meni to pasala. Ne? In seveda sem rekla, reči, ne bom tvegala okužbe, čeprav v resnici prebavni sokovi čisto normalno delujejo, lahko poješ tatarca, ampak ker je vseeno obstaja minimalna možnost, da se s čim zastrupiš, rečeš rajši ne. No, ampak me je potolažila prijateljica, ki je pa doktor nutricistike oziroma dietetičarka in je rekla, Mojca, lej, mehen kos, s tatarcem lahko poješ, pač ne se ga prenajesti. Potem sem res v nosečnosti tudi malo surovega mesa pojedla, ampak res pač precej malo, da sem se malo potolažila. Ampak nujno bi pa odsvetovala, spravi, alkohol, tobak, školjke, te stvari. Eni rečejo tudi recimo surovo mleko, zaradi listerije, torej bakterije, tako, ki je res, mislim, hudo nevarna, če jo dobiš, ampak možnost, da dobiš je zelo mehna. Ampak vsi vemo, ne, recimo, jaz sem si otročka zelo želela in potem ni takoj ratal in potem seveda nočeš tvegati, da boš, zdaj ne vem, tako da bo zjedla gorgonzolo zato, ker pa da bo pa ni vredno. Tako, tukaj malo preceniš pri sebi, kako pa kaj. Ene ženske pa recimo dolgo ne vejo, da so noseče. Jejo vse, ga žurajo. Ampak to so, mislim, ne bi izrekla, da je to pravilo. Kaj pa pri toksoplazmozi, te mači bolezni? Pač to moraš zelo paziti, da ne ješ, mislim, da fejs opere zelenjavo, eni rečejo recimo, da v gostilni ne smeš jesti solate. Ti si po maj kar tako malo. No, ampak recimo to je ful zanimivo. Jaz sem imela skozi mucke, skozi sem jim čistila stranišče, ti tudi spale so z nami in nisem imela. Tako še zdaj imam 2krat test, mislim 3krat je potem nosečnost za to. Tako. Ampak treba pač malo počuvati. Zanimivo. Zdaj pa še gremo na hranila. In sicer, katera hranila so najbolj pomembna za razvoj otroka, za pravilno razvoj otroka? Sprej beljakovine sva rekla. Tako smo rekli. Ker telo bo pač nastal otročka iz beljakovin, tako naše. Potem rabimo vitamin D. Vitamin D potrebujemo za hormone, da se tvorijo za imunski sistem, mislim, za mnogo procesov, pa predvsem primanjkuje nam ga. Večini, tako. 80% Slovencev tako da to test naredi, če zdravnica noče si da sam testirati in potem jemlješ preparate vitamina D. To je pomembno. Omega 3 je pomemben. Spravi dobre maščobe za razvoj možganov in pa mrežnice. Ful pomembno, spravi, da bo otroček pa se normalno razvil. Tudi za nas so dobri, delujejo protivnetno in tako naprej. Železo. Tvoja posteljica potrebuje ogromno železa in pa, se pravi, ti imaš več krvi, ko si noseč, in pa, se pravi, ti imaš več krvi, otroček dela kri in potrebuje železo ravno zaradi tega. In pa železo prenaša kisik po telesu in če si slabokrvna, se bo zelo slabo počutila. In med nosečnostjo to se pogosto preverja, dobiš tablete, lahko dobiš tudi infuzijo. Jaz sem imela carski rez in ko so mi vzeli kri takoj po operaciji, so rekli, imate slabo železo, čeprav sem ga imela celo nosečnost v redu, sem dobila eno infuzijo in to je to. Katera hrana je pa ne vem bogata z železom? Spet meso, rdeče meso. Zdaj jetrca, ampak jetrca, če niso res od bio živali, je mogoče tako boljše, da ne, da to jemo. Potem so zelenolistnata zelenjava, potem spirulina je v redu, torej, čeprav z algami tudi mogoče malo bolj previdno v času nosečnosti. Jaz spirulino v bistvu že takim par let, naprimer, pa zdaj zaenkrat nimam probleme z železom. Bomo pa videli. Tako, boš videla. Veliko stvari, včasih recimo, ko smo mlada mamica zdravo živi, pa tako pa se ti zdi, pa se to nosečnost bo čist na izi, pa tudi se imam vsega dovolj in se včasih lahko čuti kot osebam poraziti, časa primanjkuje. Ampak je treba vedeti, da to so takni procesi v telesu, ko so pač res edinstveni in niso zelo odvisni samo od tebe in kaj si ti počela. Ampak tudi otročka ne zgradiš ti, telo ti ga samo naredi. In vsi ti procesi se odvijajo zelo velikrat ne vezano na to, kako smo se mi trudili prej, kako smo pridno jedli ali pa če smo kaj narobe delali. To je kar avtomatiziran proces. Mogoče preko smo še le pri omega, da še mogoče poveš, kjer živila omega 3 vsebuje veliko. To so ribe, smo 2 ribi na teden, 2 porcije rib na teden, tako nekako zadostijo potrebam po omega 3, to so najbolj srdelce, male ribe, ne bi pa svetovala recimo tune med nosečnostjo, morskega psa. Pa so te kluštaj. Tune. Pač veš, tiste stvari, tako škoš se znam, kaj ne jaz na nosečnosti. Pa sem tiste stvari se mi zdi, da se mi luštajo, veš. Vzem reš pol tune iz pečenke. Se enkrat na teden si jo pol, ampak
Pa iz pločevinke ima manj težkih kovin, Ja. kot srova. Ja, setek so spločevinke, ja, večinoma. Ja, kako zanimivo, ko ne smeš, pa Ja. odbija. Ne? A ne, tisto. Biftega to še nisem se ga sicer skozi lušta, ampak tu ne, pa tako, ok, bom pa in tako ne. Torej omega smo potem rekli, naprej imamo kalcij verjetno, ne? Tako kalcij seveda, so, ker telo potrebuje in naše in pač od otročka potrebuje kosti, a ne? In v zadnjem 3-mesečju, ko ga potrebuješ največ, približno 1 gram na dan. Okay. To ga dobiš najboljše iz mlečnih izdelkov, Okej. tudi iz zelenolisnate zelenjave, seveda, pa če pa ne gre drugače, pa s preparati. Ja. Tako, ful pomembno. Zato, ker če ne boš dobila dovolj kalcija v nosečnosti, ti boš šli zobje, pa lahko dobiš, se pravi, slabšo kostno gostoto. To je res pomembno. Okej. Ker pač od kalcija nekod mora priti za otročka in če ne bo prišel do zunaj, bo prišel do znotri za otročka. Ja. Pa tako si že prej rekla, verjetno so to folati oziroma vitamin B. Absolutno. Se pravi, folati, a ne, to so vitamin skupine B, B9. Folat je naravna oblika, ko najdemo v zelenolisnati zelenjavi. Je kar veliko tega v naravi, naše telo to znalo čisto lepo presnoviti, ampak ker se nekako nočemo preveč zanašati na to, jemljemo pa tudi preparate. Torej folate ali pa folno kislino. Kakaj je pa razlika med tema dvema? Razlika je v obliki, se pravi, folat je naraven vir, ki ga naše telo pač normalno presnavlja. Folna kislina je pa oksidirana oblika, ki je v naravi ni, in potem so včasih pomisleki, če jih naše telo lahko sploh dejansko dobro absorbira, ne, če ne ostaja kar v krvi, ampak če se dejansko pač gre tja, kjer telo potrebuje. Ampak vse je učinkovito, karkoli vzameš, je učinkovito. Petak so te v bistvu dodatki, večinoma v teh prinatalnih kapsulah oziroma da se na tak način res zagotovi, da imaš vsega dovolj. Tako. Se pravi, če si malo dvomih, pa mislim, pri meni je bilo recimo tako, da ni bilo teorije, da bi jedla to, kar bi mogla jesti. Pravi, nisem zmogla zaradi slabosti, zaradi ne vem, koliko mi je bilo, da sem parkrat mislila, da bom skupaj padla, zaradi rizičnosti. Vse je bilo narobe in ni bilo teorije, da bi jedla po pravilih in sem se boljše počutila, če sem se pravi vzela neko tabletko, da sem nekako bila pomirjena. In zdaj otroček super vrhunski, kljub vsej baderi. Ja, kljub vsej baderi. Jaz vam prosim, če gleda kdo iz Kraša, jaz bi imela sponzorstvo, zato ker govorim, odkar sem rodila, sam še v baderi. Gremo naprej. Katere so pa v bistvu tiste dodatki, ki jih največkrat primanjkuje nosečnicam? Kakor sem jaz pač brala, je bilo največkrat železo, je bilo tisto, ko je. Že tako ženske, zdaj malo generaliziram, ampak nekako mogoče ne jemo toliko zelo veliko rdečega mesa. In je to mogoče en tak razlog, da nam železa malce primanjkuje. Potem imamo menstruacije, to je lahko razlog. Mogoče tudi, ne vem, smo bolj sploh zdaj v teh letih, ko delamo, pač imamo neke kariere, pa potem skrbimo za otročke, mogoče malo manj skrbimo za sebe, smo utrujene, pa ne rečemo, si bom dala preveriti kri, ampak se to je normalno, tako in to pač, da bo si železo preveriti, in potem pač vzeti nek preparat, če ne gre drugače, če ne gre s hrano. Pa zakaj to v bistvu z nosečnostjo, zakaj misliš, da po nosečnosti pride pomanjkanje železa, zato ko pač to večja več potreba, potrebuje? tako, naše telo potrebuje železo, spravi za prenašanje kisika, pa posteljica potrebuje ogromno železa in pa ti boš imela, mislim, da celo približno liter več krvi na koncu nosečnosti in seveda potrebuješ več rdečih krvničk, ki so sestavljene iz železa, torej potreba po železu je večja. Pa se tako, večina ginekologov tako preverja sproti to Seveda, železo. seveda. Je pa to drugače dosti pocen test, če te skrbi, greš lahko v laboratorij. Pa to sem to dobro rečničko bila pač ta Andreja, s katero smo začeli malinco, ko je šla na test, pa smo šli takrat si vse vitamine preveriti, pa te minerale in je imela ful, ne vem, povečane določene omega, vem, da je imela, mislim, holesterol je imela ful povečan, pa je polna rekla in potem tako zapaničarla po to, ampak je prav ginekologin rekla, da je to v bistvu v času nosečnosti, da so kar malo popačeni določeni rezultati in da ni pač nič narobe, da ko bo ona rodila pa to, da se bodo te normalizirale vrednosti. Da včasih se ne smemo, se mi zdi ustrašiti, ko dobiš tisti rezultat, da zdaj ga je pa časa ful preveč, Pa tudi nosečnost traja 9 mesecev, plus minus. In potem, to je, mislim, takrat, ko si nosec, ti zdi, da itak traja ful dolgo časa, pa da ne bo nikoli konč, če je neprijetna nosečnost, če je prijetna, mogoče komu traja prekratek čas, ampak želim reči, da to je kratko obdobje, ki ne naredi recimo zdaj take bistvene korenite spremembe, tudi če recimo se ti ne držiš nekih predpisov zdrave prehrane. Telo se pravi je narejeno tako, da ne bomo zdaj kar umrle, ker bomo enkrat rodile. Lahko marsikaj noter spraviš, ampak je pač potem veliko dela, pa veliko doslednosti, kar je, ko dobiš enkrat dojenčka, malo drugače, kot je bilo prej, zato ker ne samo zato, tudi če imaš ti, ne vem, kuharja, pa čistilko, pa varuško, se ti v glavi stvari spremenijo in so prioritete drugače in je na drugačen način začneš skrbeti za sebe. Včasih tudi ne tako, kot bi mogel, ker takrat nisi več tako zelo pomemben, vsaj nekaj časa, je pač otroček najbolj pomembna stvar na svetu.
Pa tudi zdaj sem se še nekaj spomnila pri teh hranilih, da meni je so začele v 4. mesecu ful krči grabiti. V mišicah res tisto, ko me ta krč, ko se ti kar solze ulijejo, tisto, ko sploh ne veš, kako, ne. Še imela prav 3 dni mi je še pol, veš, Noga bolela. Noga bolela. Da sem ful povečala dozo magnezija. Ja, super. Ker sem tako potem sem šla kar na 3 zdaj, da se mi to normalizira. Ja, magnezij je super tudi zaradi tega, ker spodbuja prebavo. Se pravi, nosečnice so pogosto zaprte in magnezij bo pomagal, da greš bolj pogosto na blato. Okay. To je kar pomembno, pa prehranska vlaknina, se pravi dodajanje kakih recimo psiljuma recimo z veliko vode ali pa recimo čija semen z veliko vode. To zelo pomaga in pa magnezij. S tem, da po magneziju boš malo utrujena oziroma sprošča. Zvečer ga je bolj šest. Nujno zvečer, tako. Čez dan je potem magnezij plus nosečnost, se ne iz postelje skoraj ne spraviš. Ja, se ga zvečer jemljem. Muziko se je še prebavo omenila. To je tudi v bistvu ena zelo pogosta težava pri nosečnici, da so zaprte. Kaj v tem primeru priporočaš? Se pravi, to, kar sem rekla, veliko prehranske vlaknine, pa obvezno zraven vodo, ker če se fila z vlakninami, naredi čep, če ni vode. Se pravi, morajo se napihnati, a ne da se poveča količina blata. In pa peristaltika, gibanje črevesja se ne premika, če se ne premikamo mi. Okay. Torej, treba je pač ali kaj masirati, ali se premikati, ali hoditi. Tako. Ja. Pa še ena jogijska poza obstaja, ki jaz jo ne morem pokazati, ker sem v krilu. Jo boš ti mogoče, se ni počepja. Se pravi, moraš iti v globok počep. Ja. Tako. To je to. In s tem, lahko daš noge še bolj narazen, pa če lahko stopiš se pravi dol na pete, tako, evo ga, to je to in s tem pritisneš, se pravi, malce na svojo trebušno votlino, se pravi, ko imela trebušček, bo šlo drugače, se pravi, rito spustiš čist dol in zdaj, kolikor dolgo lahko v tem ustrajaš, to pomaga za prebavo dobro. Kaj pa to, če slučajno veš, ko naj bi imel v bistvu, ko greš na WC, noge dvignjene. Absolutno, to je to. To je to. Daš neko pručko. To je to. To je res, to je dobro. Ali pa čučevci. Ali pa včasih, ko smo v gozdu kakali, mislim. Ja. Ne včasih 2 dni nazaj. Smislo, ne vem, par tisoč let, ne. Ja. Cool. Teda, eno pručko si daš, pa idealno. Je to. Tako. Okay. Ali lahko z izbiro hrane in dopolnil nosečnice vpliva na okrevanje tudi po porodu? Zdaj smo še čez nosečnost, zdaj pa če gremo zdaj na poporodno obdobje. Seveda. Se pravi, če najprej si par dni v bolnici, tam dobiš hrano, ki jo dobiš. Velikokrat so ženske presenečene in rečejo, zakaj sem dobila svežo solato, pa recimo slive, če me to napenja, pa to ne bo dobro, ko bom dojila. To, se pravi, v stroki ne drži. Se pravi, ti lahko ješ karkoli, to ne prehaja v mleko. Se pravi, ne drži. Je pa res, da če ima mamica občutek, da to drži, pa da to vpliva, pravzaprav gre za to, da se črevesje morajo do konca lepo razviti. In zdaj eni pač nimajo, otročke eni imajo. In nima veze, kaj ješ. Ampak če imaš občutek, kaj ješ, pa da to vpliva, pa če si potem nervozna zaradi tega, pa če nehaš jesti to hrano, pa prebrodiš čas na ta način. No, ampak načeloma lahko ješ vse in v bolnici boš tudi pač dobila vsako hrano. Je pa zelo pomembno, recimo, ko se pripravljaš na porod, da v porodnišnici vprašaš, katera bolnica ti zagotavlja, da ti recimo ješ pa piješ med porodom. Zdaj eni rečejo, ne smeš nič jesti, ker če bi slučajno prišli do urgentnega carskega reza, je fajn, da ne ješ, da pač ne bi potem zbruhala in tako. Ampak recimo, da gre vse, kakor gre v večini primerih po planu, je pa predstavljaj si porod kot maraton. Maraton, spravi, moraš imeti polne glikogenske zaloge, torej preden greš v bolnico jej, vse telo včasih tudi ženske bruhajo, ker telo se pripravi, da si pač čista, včasih imajo bruhajo in imajo drisko, se pravi, da grejo tako na porod. Drugače pa izotoniki, ampak to ni treba spet nekaj fluorescenčnega kupovati, ampak enostavno vzameš nek sok, ki ga imaš rada, malce soli noter in to piješ. Ker zna porod trajati, mislim, to lahko dolgo, to lahko 24 ur in boš utrujena in potrebuješ energijo. In potem v bistvu sok sproti piješ. Sproti piješ, kakor ti paše, ker to je, predstavljaj si, da si maratonka in zdaj laufaš in imaš pred sabo 42 km in na vsakih, 10 minut spiješ 5 požirkov. Tako. Ok, cool. Kaj pa jaz, ne vem, po porodu, ko prideš domov, imaš kakšne nasvete, v katero smer? Ja, ne ti nakuhajo, če se le da babice, mamice in tako naprej, da daš v skrinjo hrano, zato ker je, vsaj meni je bilo tako, meni je bilo tako, jaz sem bila tako kičasto malo, jaz sem bila tako zaljubljena v svojega otroka in sem bila v 9 nebesih in jaz sem 2 tedna sam jokala od sreče. In mislim, je bilo tako, nekdo mi je skuhal juho, kakva sreča. In mi je to recimo ful pomagalo, da mi ni bilo treba skrbeti, ker malo si zmeden, malo se počutiš pač fizično povožen, in pol še kuhati organizacije z otrokom, ne veš, malo se še navajaš, ne spiš,
In je pač fajn, da imaš neko hrano, ki je pač lahko prebavljiva, predvsem so, da greš normalno na WC, ker če boš šivana pri porodu, zna biti problematično, da bo mehko blato. Če je bil carski rez, bo vse bolel, je tudi fajn, da greš normalno. Spravi, da je neka taka lahko prebavljiva hrana, spravi juha, obare so v redu, če ti pašejo solate, odlično, a ne, strovo sadje, odvisno zdaj, kdaj ti imaš pozimi rok, a ne, to bolj juhice, pa take stvari. Absolutno, ne vem, palačinke, če jih imaš rada, ne, da je nekaj sladkega za pocartati, pač več ali manj, kar ti paše. Ko priješ pa malo k sebi, po kakem mesecu, dveh, pa začneš razmišljati, se pravi, kaj približno potrebujem, recimo, ali mi kaj manjka, kako se počutim, ker po mesecu, dveh že dobiš malo občutek vse, pa ne, ampak da priješ pa nazaj, tako čisto v sebe, pa verjetno kar kako orang leto. Da pa lahko preceni, se pravi, ok, zdaj tega mi manjka, to je v redu, to je bil simptom nespanja in tako naprej. Kaj pa hrana, ki jo živimo po porodu, vpliva na mleko in otroka, ki se doji pač, ne? Ja, se pravi, tukaj je najbolj pomembno, da piješ, da res veliko piješ. To pa ta psihološka priprava, da bo mleko steklo, je zelo pomembno. Čeprav mogoče nisem najboljši naslov, meni dojenje ni nikoli steklo, kljub noremu trudu, ni steklo. Pol seveda obstajajo tudi razni tableti, ki to povzročajo, potem masaže, dojk, topli obkladki in tako, pač veliko takih stvari je. Potem imamo ogromno enih nekih takih, kako bi rekla, domačih zdravila, mogoče se ne bi to zelo poglabljala, bo pač lahko vsaka malo povprašala pri svojih babicah, mamicah in tako. Ampak ja, lahko seveda, ampak nekako, če se zanašamo na naravo, bi to moglo naravno steči. Kaj pa hrana, ki jo uživamo, vpliva na pač mleko otroka, mislim, ali koliko zdaj ti priporoča, da se pač je vsa hrana, ne? Ja, tukaj je malo hecno, recimo, nekaj časa nazaj je bila narejena raziskava z eno doktorsko nalogo in sicer, ko so proučevali mamice, ki so malo podhranjene, kakšno mleko imajo, so ugotovili, da imajo podhranjene mamice malo boljše mleko. Zato, ker telo mamice, sem tako vprašala, koliko misliš, slabše si mislila, ko je delala ta doktorat, je rekla, ne, boljše, to v Afriki, so pač naredili to raziskavo, zato, ker telo bo za otročka poskrbel. Torej, hrano, ki jo ti ješ, ko doji, zdaj kdo bo rekel, ne vem, spi pivo in tako naprej, mogoče ne bi šla tako, da bi spet promovirala alkohol, ampak hrano, ki jo ti poješ, je v bistvu hrana za tebe in tudi za otročka, ampak tvoje telo bo za otroka poskrbel sigurno, ti moraš poskrbeti za sebe. Torej, da imaš hranila za sebe, torej veliko železa, veliko omega-3, veliko surove zelenjave, sadja, če zmoreš, da dobiš res veliko vitaminov pa mineralov. Mi sem že do konca vprašanj, ful koristni intervju, vse to bo mi prišlo prav, bom še parkrat poslušala, preden bo akcija, tako da to je to. Hvala za kakšno dodatno vprašanje, itak lahko napišite spodaj pod video, pa bomo pa naknadno odgovorili, ker se bo še karkoli pojavilo. Absolutno, lahko posnamemo, vsi ti boš zdaj še kar nekaj časa noseča, lahko posnamemo še več prispevkov na to temo. No super, mi bo veselilo. Tudi mene. Lepo se imejte, čau. Čau.